Smo že nazaj in čas je za vreme, čas za vreme je že ves čas, kajti vreme ves čas obstaja in zadnje čase je precej deževno. Gala pa nam bo povedala, ali se nam bodo vremena zjasnila v bližnji prihodnosti ali bomo še malce takole pod oblaki in dežjem. Gala. Ja, danes bo sprva oblačno in deževno, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1300 metrov. Dež bo popoldne ponehal, od zahoda pa se bo pričelo jasniti. Nastale bodo še krajevne plohe, na zahodu lahko tudi kakšna nevihta. Dopoldne bo na Primorskem še pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14 na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj bo zmerno oblačno, več oblačnosti bo na vzhodu, kjer bo pihal tudi severni veter. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, v alpskih dolinah okoli 2 stopinji Celzija. Jutri bo dopoldne po večini sončno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj Celzija, v petek pa bo delno jasno s povečano koprenasto oblačnostjo. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter. Tako bo vreme, kako bo pa v studiu, pa pove naša Maša. Hvala, Gala. V studiu bo fino, ampak ne bo fino za dolgo, ker bomo šli kmalu iz studija raziskovati Ljubljano. Se bomo pa midve kmalu gledali z celotno porcijo aktualnih informacij. Tako je, se gledamo. Se gledamo. Kot rečeno, ni čas, da smo v studiu, zdaj čas je, da gremo na potep, da raziščemo Ljubljano skupaj z Luko in Rokom. In tokrat sta se ustavila pri Tako Polako in preverimo, kaj slastnega sta tam poizkusila. Poglejmo si. Hej, pozdravljeni! Tokrat bom Roka odpeljal na tak skrit ljubljanski kotiček, no ni tako skrit, tukaj na Gosposvetski je in jaz že nekaj časa uživam tukaj od Takosih. Rok! Živjo, ojla, a ste mislili, da bo brez mene? Ne bo, ne. Eden mora tudi malo kamero rihtati. Tako se bo jedla. Tako se, imaš rad tako se? Obožujem, jaz imam nasploh rad tako, kar je tortilja pa noter meso. Tako, no to se vse piše tukaj, avtentično, neavtentični mehiški prigrizki. Ne, se pravi, to so najbolj avtentični, neavtentični, ker niso morda sestavine tako tradicionalne kot v kakšnem mehiškem takotu. Imamo eno bolj tradicionalno, takotarno, takotisto, restauracijo s takosi. Ukrepčevalnica s takosi, ki je na Gornjem trgu, tista je bolj tradicionalna. Ta je pa malo bolj neavtentična. Ta je pa malo bolj eksperimentalna. Ja, tako tukaj stalno spreminjajo okuse in meni so zelo ljubi, moram reči. Tako da, če si zabi, jaz kar naročim. Dajmo sprobati, slišal sem, da Rok dela tukaj. To je že en velik plus. Tukaj dela Rok, tukaj dela Rok pa tako. Da boš zagrabil kamero? Gremo pogledati. Tak. Živja, Rok. Ti, a nama daš po 3 tvoje najbolj priljubljene? 3? Kaj jih imaš? Ok, bom zrihtal nekaj. Ne, pa magari po 2, pa po 2, da se ne ova preveč najedla. Rok, to je tudi Rok. Živja, Rok, ojla. Roki so zmer dobro najbolj. Odlično, to je že en velik plus. Ta je najbolj avtentičen, neavtentičen Rok. Tudi jaz sem tak čuden, smešen. Kako so oni naši takosi, evo. Tako, Rok pa super, midva bova počakala, kaj pa boš pa že zakričal. Zmenjeno, vidimo. Komaj čakam taki avtentično, neavtentični takosi v Tako Polako, tukaj na Gosposvetski cesti v Ljubljani, direktno nasprot Kersnikove ulice. In me prav zanima, s čim naj jo bo presenetil, katere okuse nama bo dal za sprobati Rok. Rok za Roka kuha. Komaj čakam. Tako.
Če si lačen, pridi na tako, postrežejo ga z okusno omako. V tako polako se vse dobi, okusi so različni kot sva jaz in ti. Za vsakega nekaj je v tako polako, noro dobri okusi, spremembe spreminjajo meni. Zaželi si tako polako tudi ti tukaj na Gosposvetski ulici v centru Ljubljane. Rok, a je že? Je. Evo nas, midva sva že lačna. Takole Roka je že. Jo. Spet jo. Kaj pa ima? Prid malo bližje, kaj si nam zamešal? Evo, ta prva dva gor sta z gojem, ramskom pa čemažem. Govedina? Pa malo rašidove salse. Sezonski, s čemažem, ne? Zdaj ga malo konc. Tale je tako zvani zajbani, je kimči solatka od spodaj, odsvrt piščanček, čipotle majonezca. Tega sem pa enega veganskega še naredil, je pa solatka iz zelja, pa gomalne zelene. Gor je odsvrt tempeh, pa malo čatnija iz gorčičnih semen, pa limete, ingorja, taka seksi zadeva. Zgledajo zelo lepo, zelo seksi in tudi tempeh obožujem. To sem zadeva. Tako, Rok, najlepša hvala. Zdaj sem ti dal še eno čili salsico. Čili, a smo rekli, da so omake zraven? Pa eno sladico, da bo tam malo poteštevo. Take Sladica. seksi sladice prodajamo tukajle. To pa Sicer jih ne delamo sami, ampak ja. Kaj pa je to? Tale je zdaj ingverjeva, se pravi mus ingverja pa bele čokolade, not je pa še krema pomaranče. Njami. mus ingverja in bele čokolade in krema poporače. Imenitno. Najlepša hvala. Tedenske variante imamo sladic. Vsak teden drugačna. Vsak teden drugačna sladica in to Luki rad sliš. Še vilčke si nama dal. Najlepša hvala. Alkohol, če se ga tako ubilo. Takole. Hvala lepa, Rok, se vidimo. Ja, živijo. Dober Drži se, čau. Rok, zdaj jih pa imava, pa še sladico sva dobila, kaj takega. Ja, tale Rok je pa res prijazen. Zelo je, ja, te roki so kar prijazni. Načeloma, to je tako... Vsaj dokler jim rok ne poteče. Zdaj, da ti vzamem to iz rok. No, pa pejva. Pa pejva, jaz pa še zagrabam upremo, pa greva. No, greva. In greva sprobat tele takose, kot vedno, v argentinski park, v bistvu v park reformacije, ne? Ali kako se zdaj imenuje? Ja, ne vem, bo Ne, če se mogla ne Pija motim. malo raziskati. Včasih je bil to Leninov park, na primer. A ja, zdaj pa Pol je bil ni več. argentinski park, zdaj pa park slovenske reformacije, če se ne motim. bom jaz prijel, omakca, riš. Tako, kar tukaj le, takole, okej. In greva naprej in se vidimo takoj, ko najdeva primeren prostor, da tole zaužijeva in za vas preveriva, če je tako polako res tako carski, kakor vsi pravijo, ampak meni se zdi, da je, ker če ni tako polako carski, pol tudi Rok ne bi bil carski in Rok je carski, vsi Roki so carski, to vemo, tako da tako polako, komaj čakamo. Da, pejva, Luka, pejva. Greva. Evo, Luka, najdla sva dobro mesto, tlele res lepo v argentinskem parku. Ja, čudovito. Čudovit dan. Dost besed, Luka, dost besed. A ja, tako si. Ja, tako se mi dišijo, viš. Tako, to so takosi iz Tako Polako, tukaj na Gosposvetski ulici, lero lučaj stran od našega studija Figovec, tule na argentinski ploščadi, ne, ob argentinskem parku, ali parku tamle piše? Park slovenske reformacije, prav sem si zapomnil in mogoče ga bodo v našem življenju še parkrat preimenovali. Parkrat. Danes pa on Danes pa mava. Poletnih. Tako da še enkrat povemo, kaj imamo. Ježiš. Zdaj, tule zgori so roast beef z čemažem, zelo sezonski, mečken ucvirkov zraven, takih posebnih, pa malo hrustlave čebulice. To so taki slovenski bi lahko rekli. Ja, pol prije z limeto. Tlele imamo pa, kaj? Kakšni so te? Slovenski, kaj čemaž, Ja, te s čemažem, govedna, ampak te so pa taki, ta za J. Ja. To je pa ucvrt piščanec, spodaj je kimči, kar je, se pravi, kitajsko zeljnata solata, čez omakco, limetke pridejo zraven, mečken, je pa še mlade čebule, pol imamo pa kle še veganske, ki so pa različni oreški, pa predvsem tempeh. Tempeh, to so pa fermentirana soja, ki se skupaj tako drži in je zelo, zelo okusna, zdaj prihaja, malo večkrat jo zdaj srečam na menijih pri nas, tako da Rok, s čim bova začela? Dejva najprej malo mogoče stave, na kaj ti stavaš. Jaz stavam, meni iskreno se zdi, da bi znali najboljši biti karteli goveji. Goveji? S čemažem. Tako, ja, to je govedi na meni, lahko gre v eno smer, lahko mi gre v drugo, ponavadi pa z ocvrtim piščancem, nikoli nisem razočaran. Aha, ja, piščanc je klasika, ne. S čim bova začela?
Aha, ja, prvo lahko mogoče kar s klasiko, deva kar s to govedino, tako kot si Govedino. povedal. Okej, vsak- Se pravi limetkov, to je na vsakega treba, da tako. Ja, limetko, zato so 3 limetke zraven, ne, v bistvu, lej, še več jih je, 6 limetke. Se pravi, za vsakega ima v bistvu eno. Se Tako. lahko tukaj kar v bistvu ne rab vas šparati. Ne, in limetin sok je tisto, kar ponavadi v takosih poveže vse okuse. Ne, to, če pa ni limetinga soka, pol pa tako ni tako, veš. Luka, da mi sam nekaj še povej, ker vidim, da bo tole kar zalogaj. Kako se pa sploh je tako? No, takole to pride v takili tortilji, mali noter, ne? Ker, Opala, nič hudega. Sej, te so že. Aha, Takole je treba dobro ga prijeti, da stvari ne padajo ven. A ne? dobro. Prijeti, se namestiti, najboljše se malce naprej. Ja, če kaj pade, da ne gre Naprej po hlače. nagniti, ne? In potem pa kar, jaz pravim, da vsaj pol takota naenkrat. Aha, moraš kar oran. Drugače pridejo v porciji 3 takote, ampak mi smo se z Rokom zmenili, da nam je dal do vsakega po 2, dva. da se ne bova preveč Ja, ker... najedla. Ne? Mogoče bo mogla še kaj drugega danes probati. Ja, bova videla, ne, ampak no deva. Diši zelo. Govedina je zelo fino začinjena, čutim ta limetin sok in tudi pikantno je. Malce pikantno, ne preveč. Ne preveč, malce pikantno, tele ocvirki lepo hrustajo, hrustljava čebula. Če imaš, mislim, kam pa če imaš, ne paše, to je prav sezonsko. Ja. Ne, jaz imam vedno rad restauracije, ne, in obedovalnice, kjer sezonsko menjajo svoje menije, glede na to, kaj zdaj raste, kaj je aktualno, kaj se dobi sveže. Ne, da če imaš pol jesen strežejo, ne. Ja, to ne gre, ne, pa je zmrznen. Ja. Zanimivo, všeč mi je res, kako ocvirki zahrustajo. Pa ful sem si predstavil, da bo ta tortilja bolj taka hrustljava, pa ni v bistvu mehka tortilja, noter je pa hrustljavo. Mehka tortilja, ne, morda, ker takoti so lahko tudi hrustljavi, ne, sploh pa tako čips, kot ga poznamo, ta trikoten, ne, to so pa v bistvu ocvrte tortilje, ne. Tortilje so lahko pšenične, lahko so koruzne. Ki Luka, veš, kaj me je v bistvu presenetilo? Tako sem se ful bolj predstavljal, to je pa meso, pa mečken čebulce, pa tako, ampak le kar ena eksplozija okusov. Ja, kar pojej, kar pojej. In to se je z rokami, ne. To sploh ne moreš z vilico jesti. Telo makse še nisva probala, kaj pa je Ja, to? vidiš, to bo pa zdaj. To je pa taka zelena salsa. Viš, na to sva pa pozabila. Nima kakšnega specifičnega vonja. Ne? A bova probala sam salso posebej. No, deva. Pikantno omarička sveta. To je pa za tiste, ki imajo radi še malo ekstra pikantnega čez Omarička. Ampak tako ne, na začetku se čuti prijazna, pol te pa štihne, ne? Na začetku je prijazna, po je pa... Jaz temu ne bi pretiraval, ker bova mogoče malo razvrednotila okus, ki je. Čeprav tako si načeloma, tako sem, tukaj si še malo po prstkih umazan. Upala. Ja. Tako se Ja, za prste oblizen dobro. Ja, to pa res je, to pa res. Ja. Marička sveta, kar pride malo za tabo. Dejva to, bom jaz to malo zaprl, aj prav. Bova to mogoče doma za kakšno... Ekstra, ja, da prideva do teh okusov tako sos. Ja, drugače se mi zdi, da včasih se malo zakrije, no. Bom jaz še vsakemu eno limeto stisnil. No, dej. Tile imava pa zdaj piščanče, ne? Piščanče, ja, končala bova pa z veganskimi. In jaz veganske kar menjajo. Ta spet drugače izgleda kot na zadnje. Izgleda zelo dobro v bistvu za vegansko. In moram reči, da sem vedno navdušen nad njihovimi veganskimi. Zdaj, jaz bi ti načeloma tako rekel, če ne bi videl tele, da ne bi tako ta veganska zadeva tako dobro izgledala, bi rekel, deva najprej vegansko, pa si pol s piščancem okus popravva, ampak izgleda kar dobro, tako da ne bomo nič nobenih predsotkov imeli. Res je fino, res je super, tako da Rok, upam, da sem ti pokazal še en lušten plec, ne.
Kamerit, ne. Kamerit, klej je res bolj za sabo vzeti, ne, drugače imajo noter mogoče za 3-4 ljudi se za usest, vendar ljudje veliko raje prakticirajo, da se odnesejo na en takle lep kraj in si narediš. Pa zelo praktično je takole v škatli. Piknik, ne v škatli, drugače pridejo lih 3 lepo notri v škatlo, sva dobila malo večjo škatlo. No pa dejva torej pol se kar iti naprej na piščanca. To pa lahko rečemo, da je piščanc kar tako klasika. Saj v teh mehiških restauracijah, ki jih jaz poznam. Ja. Precej se skupaj drži tale piščanček. To ni tako narezan, ampak je to cel kos. Cel kos od cvrtega piščanca, noter tukaj lahko vidimo malo kimčija. A bi šel kar pokazati ljudje. Takole, no, kaj sem ga odprl. Malo kimčija, malo korenčka, mečkan čebulce mlade. Pa sezam povedal. Sezam je tudi, ja. Sezam je tudi. Tam imamo malo bolj azijski pridih. Aha, no pa dajmo Dober probati. tek rok. Ja, hvala, Luka, enako. Piščančje stegno je. Ker je vedno bolj polnega okusa. Precej kiselkasto vse skupaj. Ja. Ker tukaj je pa že kimči zraven. Ne? Pa potem še limeta čez. Gremo da malo na kislo, tukaj bi lahko mogoče limeto tudi izpustila. Se mi zdi. Nima pa takih morda pekočih poprastih elementov, kakor je imela to govedina. Ja. Tako da mogoče bi pa pri temu lahko mečkan Salse. salse. Ne, jaz se bom kar izognil, jaz nisem toliko za te pikantne okuse. Sem čist mečkan namočil. No, dej. Ful je hroštljavo, ne? Veliko različnih tekstur. Ja. A veš, da si nisem niti približen tega predstavljal, ker sva rekla, da greva na takose. Zato pa niso klasični, kako že pravijo. Ja, najbolj avtentični, neavtentični takosi. Ne? Ja. Imenitno. Res. In meni je všeč, a veš, če gre več ljudi, recimo je to idealno za 3 prijatelje. Ja, vsak vzame en drug okus in potem vsak dobi Malo proba. en tako malo mešano, res dobro. Pa nisem še nikoli bil. Čeprav sem pa zadnjič videl Moniko našo, da je šla sem. Je Monika zgleda že prej poznala. Jaz kar nekaj ljudi poznam, pa sem tudi nekaj parim ljudem to že predstavil. To je res tak skrit kotiček. Če imajo Facebook stran, kjer tudi piše, kdaj delajo, ne, mislim, da začnejo ob 10, 11, tam nekje, pa tja do 8 ure, če se ne motim. Ne. Ampak pripričajte se pa same, lahko si naročite tudi preko dostavljalcev hrane, preko Volta in preko e-hrane, če se ne motim. Tako da tako polako vsak dom. Ja. Rok zdaj moral pa še skoraj... Res kar malo kisla, no, talem. Ja, ta je šla malo bolj na kislo. Bi lahko... To je Limito spustila, ja. zaradi kimčija. Ne, jaz se spomnim njihovega prvega piščanca, ki je bil isto cvrt piščanec, pa make, pa kaviar je bil zraven. Kaviar? Nekaj ikre, ti si bil zelo poseben piščanec takrat. Evo, vsak mu čez malo limetke. No, da je vam, zdaj pa vegetarijanska. To je pa celo veganska. Veganska različica. Včasih se je ta veganski imenoval Viva la Niva. Viva la Ne Niva. vem, če je, ampak je drugače izgledal kot ta. Aha, imajo prav taka zanimiva imena, inovativna. Ja, nič, Luka, pelal si me že takrat na tole, no, na kaj sva šla že? Na narezek sva šla, pa na burek, pa na rogličke. Pa... Ne na jojno, zdaj lih tega ne poveš, no. Na falafel. Na falafel, Ja, na in falafel, ki smo probavala. Ja, in tole se mi zdi, ima meni tak občutek kot pred falaflom. Čeprav mi teli Sem oreščki... slišal, ko je prišel en voznik nekaj iskat, da imajo tudi neko falafel varianto. Ne. Aha. Pa zdaj imajo tudi nek pulled pork, se pravi nacufano govedino v štručki, ki nama je priporočam, ampak sva rekla, ne, midva bova tako te sprobala. Ja, kar klasiko. Ker klasika, roki zvolji. Indijski oreščki, najprej, da to povem, jaz jih obožujem. In ti so še tako zelo ocvrti, Ja, pečeni. zapečeni, praženi, ne vem, kako temu reči. Tako, ne. Ta je pa čudovit. Glejte, imamo tudi valjce zelja, praženi indijski oreščki, se pravi zelišča. Kaj pa je to na sredinu? Zgoraj male Luka? salcete, to je pa rdeče zelje po vrhu. Ne, kaj je ta največji kos? Ja, to je pa tempeh. Tempeh, to je pa
se mi zdi, da fermentirana soja, mislim, to je soja, ki se jo skrb stisne in potem dobi tako belo plesen okrog in potem lahko to režeš, ne, v take šnitke in je super, ker je popečeno. Moram reči, da tempeh je ena mojih ljubših jedi iz soje. Še nikoli slišal, ampak prav Zdaj komaj prihaja čakam. k nam, ne? Nisi jo tako pogosto srečal. Zdaj postaja popularna. Zdaj postaja popularna za uporabo pri kuharjih. Ja. Rok, dober. Ja, dober. Tako ti se veliko tudi na kot zdravje. zdrave sem čin, slišal. čin. Ja. Hrustljavo. Ja. In noter je ta tempeh kar črn. Pa oreščke toliko dobro naredijo. Malo na sladko povlečejo. Ja. Zanimiv. Gorčična omaka je čez. Se zdaj spomnim, da je rekel, ko vidim semena gorčic. Se zelo lepo poveže, osvežujoče. Ni pretežko, ne. V bistvu so tako ti tako dosti lahkotno jedi. Ja, pa tako malo. Tele govedine je bila zelo lušna, zelo fejst. Čeprav se pa tudi naješ tako, če 3 poješ, se mi zdi, da ji kar imaš eno tako konkretno malco. Imajo tudi z nacufano svinino, delajo iz ličnic, prašička, pa z rakci, imajo pa z ovčetino, imajo tudi tako malo bolj po grško. Kar je meni zelo všeč, je, da sezonsko menjajo menije. Da stalno dodajajo in odvzemajo. Spreminjajo. Da je vedno nekaj novega. Ja, to moraš pa skozi hoditi, ker drugače nikoli ne veš, kaj si zamudil. Ja, recimo, da imaš to natrgano svinjino, to bi pa jaz tudi še enkrat šel. No, ampak tudi tale vegetarijanska, jaz moram res iskreno priznati, da je malo veganskih jedi, ki me tako navdušijo. Ker tako, tudi pri mesnatih se je bolj čutili začimbe, ne? Rok, malo smo že čez čas. Ja. Malo smo že čez čas, sem videl. Ampak sem tudi videl, da je to jutr ta zadnji prispevek. A ja, da- dober. Bomo malo manj Bomo že, klepetali s jaz se ne rabimo. Ja. Če lahko klepetamo ob hrani ali pa brez nje, mislim, da je izbira precej enostavna, Luka. Je pa, dragi Rok, tole dajva še ven, bo še rabila. Tole je zaprilo. Tamle dol. In pa še ta, je lepa. Je lepa. To pa kot ena taka princeska iz ingverja. Ingver in pomaranča. Vilico imaš spodaj. Na to pa sploh nisva računala, ampak zdaj naj jo pa že malo poznajo naokrog, ne? Ja, že vejo. Zdaj pa že malo poznajo. Čeprav še vedno morava povedati, če bi nama ne bi bilo v redu, bi povedala. Ja, to pa poveva, ne? Se zmer plačava. Se zmer plačava. Pomaranča, ingverjeva krema. Zgleda tako. Dej pokaži še tole noter, ker prav noter Dej. še noter je pomaranča, vidite, je to. Malička sveta. Poletno, osvežujoče. No pa da vidimo. Dej si dale kandiran ingver gor, imaš še kandiran ingver? Nisem preveč fan ingverja, ampak... Mogoče tega kandiranega, meni je ingver tudi hitro Malička je premočan. dober. A ni sveže, a ni fino. Ja. Ampak malo pa zapeče ingver, a? Ja. List za to, ampak... Rok, jaz ne vem, kaj ne rečem. Hvala Roku še za tole sledico. Res, dobro je presenetil in vrhunska je. Jaz mislim, da lahko mirne vesti priporočava tako polako, Ja. tako kot sem ga jaz priporočal tebi. Le obiščite jih na Gosposvetski, obiščite njihovo spletno stran. Jaz pa Rok bova pa še z veseljem naprej za vas raziskovala Ljubljano in najine brbončice. Tako, če imate kakšen predlog, kaj bi še vi radi sprobali, kje bi se radi preizkusili, kaj bi radi izvedeli, nama pišite. Bomo šli raziskati direkt na teren. Drugače pa pokomentirajte lahko, kakšen tako je pa vam najbolj všeč, ali pa kaj mora biti v takotu po vašem mnenju, ali pa če rabite recept za tale. Kaj sem se jaz zdaj spomnil? Da sem dieto kršil. Sem Kaj? rekel, da nam sledic jedu zdaj Ja, nekaj daj časa. pol meni, bom jaz Ja pa ne, no Rok, Ja. če je toliko dober. Dieto imaš, Luka. Rok ne uživa, jaz sem že dovolj sledice pojedel, bom pa kakšen krog 2 več otekal tukaj okrog
po parku. Raziskujte Ljubljano tudi sami, če bi naredi priporočali kakšno restauracijo, kakšen kotiček, kakšen skrit kotiček, nam pišite in z Rokom bova to z veseljem raziskala. Do takrat se pa radi imejte, ostanite zdravi, z Rokom vam želiva dober tek in dajte probati tako polako, ker vam ne bo žal. Res ne. Se vidimo, čau. Pa lahko saj še mečken dobim, sam mečken, da še dobim. Rekel si mečken, Luka!